Vitoslav Tirk se je oglasil, ker bi rad razmejil delovanje družbe, ki jo vodi od, kot poimenuje svoje razkošje v Parecagu, nepovezanih in nerelevantnih dogodkov. Zavrača vse obtožbe in namigovanja, med vrsticami zarožlja s pravnimi in drugimi postopki in dodaja, da o tej temi ne bo nič več pojasnjeval. Pa se v nadaljevanju spet zaplete. Namige, da bi objekte, za katere se še vedno spreneveda, da so v lasti Virtusa, gradil z denarjem Elesa, zavrne. Oba gradbinca, da sta dela opravila transparentno, vse je šlo preko računov. Je možno, da je katero delo bilo narejeno zaradi kompenzacije, da niste dobili plačano, pa ste zato gospodu Vitoslavu Tirku gradili ali kaj podobnega? No, tega vam pa ne morem. Vse stvari, ki jih mi delamo, so plačane od investitorja. Kako je s kakšnimi kompenzacijami, tega vam pa ne morem potrditi. Samozavesten pisni nastop, Tirk nadaljuje s hvalospevi podjetju, na čelu katerega se očitno vidi tudi v prihodnje, ko piše, da bo Eles še naprej vodil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarja. A molči o tem, da je Računsko sodišče lani ugotovilo, da so v Elesu pod Tirkovim vodstvom zmetali milijone za svetovanje, zamudne obresti, donacije, nepotrebne stroške in razkošna vozila. In ker Tirk ni stopil pred kamere, ga tudi nismo mogli soočiti z novimi očitki arhitekta Dušana Engelsbergerja. Ta v današnjem pismu v zbornici arhitektov trdi, da ga je Tirk zlorabil za svoje požrešne gradbene posege in da sta sušilnico Fig, zakonca Tirk, zase spremenila v stanovanjsko vilo, rastlinjak pa v apartmaja za sinova. In razkriva, kako so bivšo lastnico, ki je takrat bankrotirala, prikazovali kot investitorko in kot plačnico storitev, saj je plačila kot projektant lažno dobival iz njenega računa. Če se že iz javnosti norčuje, bo moral Tirk kmalu kaj pojasniti kriminalistom, ki so se že zakopali v delo. Mene kot tožilca tle zanima samo finančni tok. Kdo je to stvar plačal, konec koncev, kakšne so plače v javnih podjetjih, vemo, in kakšna je vrednost določenih nepremičnin, se tudi da ugotoviti. Jaz sem prav vesel, da je gospod, ki je lastnik te nepremičnine, tudi zavezanec Komisije za preprečevanje korupcije, tako da se bo dalo kaj pogledati. Javnosti pa ostaja vprašanje, ali bodo odgovorni v nadaljevanju opravili svoje delo.